Dobrodošli nazaj v kvizu Milijonar. Smo v dobrodelnem delu, z menoj pa nocoj nekdo, ki mu pravim Elvis slovenske medijske scene. A je to preveč? Iztok Gartner, dobrodošel. Hvala lepa. Da. Jaz upam, da to vzameš kot pohvalo. No? Ja, ne, ni preveč, čist prav. A ni? Ja, čist prav, ja. V taki fazi si, ki si blišč, se te obdaja kamorkoli greš. Blišč in beda, ja. Ne. Blišč in beda. Ne bi rekel, da beda, no. Povej, kaj počneš trenutno? Mi sva se nazadnje videla, sva glih pred snemanjem ugotavljala. Mislim, da 2016, ne? 2016, skoraj 10 let nazaj. Občutek imam pa, da je bilo to včeraj. Zdaj vem, kaj je bilo tako lepo? Ali kaj je bilo to grozno? Ne, jaz imam občutek, da je bilo 10 let nazaj, ne? Ja. Moramo biti iskreni, ampak dobro pa zgledamo še vedno. Ja. Vsaj ti, no? Pa tudi jaz, no? No. Tudi jaz. Tako da sem zelo vesel, no, da sem tu in da te vidim takole v živo po dolgih letih. Enako. Kaj počneš? Kaj ti zdaj, bi rekel, zaposluje tvoj delovnik? Glej, zdaj, odkar trenutno kako leto nisem več na TV-ju, sem ratal dolg čas in sem postal podcaster, ne? Podcaster? In zadeva dobro laufa, gosti sledijo drug za drugim. Dobro. In lej, sem zadovoljen in vesel, pa na radio sem se tudi vrnil med drugim. Okay. Pa še marsikaj pripravljam. Podcaster, to imaš, se pravi, na YouTubeu ali samo audio? Na YouTubeu, video. Ja, jaz rabim nujno video tudi. Rabiš se kazati. Ja. Če si pa flashy. Ja, se zato, ne? Ja. Aplaus. Ja. Ja, mislim. Ja, hvala. Kakšni zanimivi gostje? Ja, najbolj zanimiva je zagotovo bila predsednica parlamenta, naša draga Urška, ki sem šel direktno v parlament in sem dobil poljub na lice in to je bil škandal, vse škandalov, poljub tisočletja in sem se spraševal, kaj smo v parlamentu počela, ne? Ampak sem zavezan molčečnosti, ker sem potem slišal, da prisluškujejo po telefonih in bom raje tiho, ne? Bilo je pa res lepo, no. A bo kdaj video tega, kar se je dogajalo? Mislim, video je bil glede intervjuja, kaj se je pa dogajalo po intervjuju, bo pa tudi, ampak na plačljivih straneh. OnlyFans. OnlyFans, sam je zdaj tudi tam obdavčeno, zdaj si me najdo, ne? Ne bo ostalo pri meni. Ja. Ok, pošteno. Sva v dobrodelnem Milijonarju, danes bova igrala dobrodelno. Povej, za katero organizacijo ali društvo? Zdaj, glede na to, da sem velik ljubitelj kužkov, ne? Ja. Tudi sam črnega pomerančka Puja, ne? Upam, da me gleda, da ga pozdravim. Dobro. Bi kar tole društvo Horjul, ki skrbi za živali, mislim, da so res predani svojemu delu in upam, da nam uspe kaj dobiti denarja za njih, torej tisti, ki pomagajo živalim, so res dobri ljudje. 100 000 evrov je, ne? In začnemo lahko na 100 000. Zakaj bi šlo? Gremo od zgori dol. 15 vprašanj, 15 odgovorov. Okay. In za vetišče Horjul bo šlo 100 000 evrov. 4 zasilni izhodi, glas ljudstva, polovička, klic v sili, mnenje voditelja, če se ti slučajno zatakne, 3 od naštetih lahko uporabiš. Pravila pa poznaš, ne? Samo pravilno črko poveš in zadnji odgovor in samo mora biti pravilno. A pravilni? Pravilno. Ok. Vso srečo. Hvala lepa. Z Istokom fucking Gartnerjem igrava dobrodelni kviz Milijonar. Vso srečo, prvo vprašanje, 100 evrov. Kdo vodi civilni obred sklenitve zakonske zveze? Babičar, tetičar, prababičar, matičar. Zdaj tu ne bomo filozofirali, ker gre za resno zgodbo. Moj zadnji odgovor, matičar. Ti je prinesel 100 evrov, oziroma za vetišče Horjul. Drugo vprašanje za 150. Katera slovenska skupina je z ansamblom Žlindra nastopila na izboru za pesem Evrovizije? Orade, Osliči, Kalamari, Brancini. Zdaj, glede na to, da gre za najslabši evrovizijski komad vseh časov, ne? Lepo. Se pravi, čujem, ne? C. Kalamari, zadnji odgovor. Se pravi, se ga dobro spomnim. Zelo. Bi ga več zapel? Narodno zabavni rok. Joj, ja, okay. Še se bolijo. No vidiš, sem ti rekel. Pravilen odgovor, 150. Fan Eurosonga spremljaš? V bistvu kar dosti spremljam, ker je, veš kaj, komentirati je fajn. Ja. Zato spremljam, ker je fajn komentira. Tretje vprašanje za 200. V katerem slovenskem mestu se lahko na mestni grad zapeljete s penjačo? Ljubljana, Bled, Celje ali Laško? Zdaj, Celje je dobilo zelo lep most, ne, ampak to nima veze s penjačo. Dobro.
Veš, to so že taka, ko misliš, da veš, pa lahko takoj, ampak jaz bi si drznil tu, kar naše krasno glavno mesto Slovenije, zbrat, ne, in bi rekel, moj zadnji odgovor, kar bo pa bo A, Ljubljana. Kar bo pa bo A, Ljubljana je pravilen odgovor. 200 evrov, Spenjača grad. Si se že peljal? Ne, sem šel pa enkrat peš dol. Si se kotalil dol? ne vem, da spomnim se, kako sem prišel gor, spomnim se pa, da smo šli peš dol. Ja, bilo je pa fajn. Dobro, četrto vprašanje za 250. Kolikokrat si je Marilyn Monroe nadela poročni prstan? Aha. Enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat. Zdaj, Joe DiMaggio je bil mož, ne? Miller Arthur je bil mož, ne? Dobro. Da bi bil še kdo, pa jaz ne vem. Imela je tudi 2 splava, ne? Tudi to vem, ne? Dobro. Za ta 2 moža vem, ker sta bila ekstremno znana. Zdaj, če je bil, mogoče bil še kakšen... Če je bil kakšen še prej, ne? Joe DiMaggio, Arthur Miller. Mogoče kaj na kratko. In ne vem, ne? Pred kratkim je bil film, mislim pred kratkim, par let nazaj. A si kaj pomagava z njim? Če imel telefon, bi lahko zgooglil, ne? Ja. Publika to tudi ne bo vedela, to sem siguren, ne? Polovička nama tudi ne bo pomagala. Gotovo, da ne. Kje si me s tem najdel zdaj? Ja. Zdaj, če rečem zadnji odgovor, pol imamo problem, ne? Pol ne bomo. Ja. Ne, nikar ne reci zadnji odgovor. Se pravim, dva mi, da ne bi v resnici bilo pa 3-krat, ne? 3-krat? Ne vem. Zdaj si me najdel, ne? Bogi kuži, ki ga ne bo ene žobljen, ne? Kje sva zdaj, na 3-krat pristala? 3-krat je, mislim, 3-krat mi je, bi lahko bilo, če je bil še kak mož izven serijski, ne? Ne, poleg teh 2 slavnih. Anonimen. Ja, ne znan, ne, širši javnosti, ne. Kaj bi bil drzen, pa bi rekel 3-krat. Jaz te vidim kot drznega človeka. Ja, me vidiš. Preveč drznega, ne. Če bi bil voditeljica, bi bil problem, ja. Čakaj malo, ne. Ja, mogoče bi si drzno reči, da je še poleg teh 2 bil še eden, ne. C? C, moj zadnji, moj zadnji odgovor, le kar bo pa bo. Kolikokrat si je Marilyn Monroe nadela poročni prstan? Pred Joe DiMaggiem je bil še James Dougherty. Odgovor je pravilen, 3-krat. 250. Pa kaj bi to nek no name, ne? Ja. Nek, a veš, kako bi lahko rekla? Izven serijski. Izven serijski, ja. 5. vprašanje, če je odgovor pravilen, gre za Vetišče Horjul najmanj 300, se moramo pa potruditi. Pred katerim teatrom Momčilo Bajagić Bajaga v pesmi Čaka Tamaro? Špas. Savoj. Bolšoj. Dubrovka. Glede na to, da sem se pred časom z AI-jem pohecel, da sem bil baletnik, pa je pol Facebooka nasedlo, ne? Da so me vrgli z Bolšoj teatra in so tudi verjeli, ne? Pa so videli, da imam 6 prstov na eni roki na tisti fotki, ampak bi rekel Bolšoj zadnji odgovor. Bolšoj teater za 300 evrov za Zavetišče Horjul. Isto kot odgovor je pravilen. Ja. Ok. 300 mava, ne? V vsakem primeru. Ok, to je vredo, pa. V vsakem primeru, vsi zasilni izhodi so še, jaz ne bi razmišljal zdaj sploh več o 300, ampak naslednji cilj bi si zadal. Ja, seveda. 25 do 100 tisoč gremo. Dogovorjeno. Ja. Samo pogumno naprej, 6. vprašanje za 400 evrov. Katero vrsto testa pred nadaljno obdelavo kuhamo? Zdaj smo pa tam, ne?
Krhko, Pa tam ne. paljeno, vlečeno, listnato. Zdaj, med vlečeno pa listnato je zagotovo en odgovor pravilen, ne? Zdaj, koliko je publika kuharsko? Znate kuhati, gospa? Ne, se mi je zdelo. Publika bi to skoraj da morala vedeti, no? Nič ne kuhaš. Imel sem služkinjo nekoč. Sem tudi ni znala kuhati, pa je nimam več. Ne? Dobro. Ja, ne, veš kaj, listnato, vlečeno... Kaj ste rekli? Publiko praviš. Ja, dema, da ne bom prehitro tu zamočil. Ne publika odloči, torej, katero vrsto testa kuhamo. Ja. Zmenjeno, pošteno. Publika, pripravite se na glasovanje. Vprašanje se glasi, katero vrsto testa pred nadaljno obdelavo kuhamo? A. Krhko, B. Paljeno, C. Vlečeno ali D. Listnato. Glasujte zdaj. Testo, ne. Ti bi vedel? Ne bi vedel, ne? B. 80% za paljeno. Lepo vas prosim. Lepo vas prosim. Se ne strinjaš z odgovorom? Čakaj mal, ne. Smisel, da je kakva fora to paljeno. 80%. Čakaj mal, ne. Čakaj ti mal, ne. Ja, ali te hoče pa nategniti? Čakaj ti mal, ne. Ne vem, da bi jaz njih, bo oni mene, ja. Čakaj malo, ne. Paljeno testo. Kaj je sploh to? To je zdaj vprašanje. Vprašanje za 100 000. Ja. Kaj je to paljeno testo? Dobro, zdaj ljudje imajo vedno prav, ne? Vsaj na volitvah je tako. Ja. In zakaj ima ne bi tudi tokrat verjela, glede na to gledam, da je ogromno ljudi izbralo to paljeno testo, jaz bi tu čist grešil in bom verjel. In bom rekel, zadnji odgovor B, enigmatično paljeno testo. Dobro. Takole je. 300 evrov sva imela, Ja? tvegala nisva nič, ker če je odgovor napačen, je še vedno 300. Nehi tako govoriti. Če je pravilen, Jure, je ne 400. govori tako. Odgovor je pravilen. Paljeno testo ali... Ja. Paljeno. To je drugi izraz za kuhano testo. Kakšno? Kuhano testo. Ja, to bi pa vedel. Ja. To bi pa vedel, ja. Iz njega so pripravljene jedi, kot so krofi, ekleri in princeske, princes krofi. Bravo. To vse poznaš, ne? Ja. Ampak paljeno testo pa ne. Ne. Ampak od danes naprej, ja. Upam, da no. En zasilni shod manj, še dva sta. Vzdušje je dobro, ne? Počutiš se v redu? Ne, super je. Zdaj bo tvoja tematika, zdaj bo nekaj iz filmov, zdaj bo nekaj iz ljubezenskih filmov za odrasle. Super, bravo. To se še pride. Kdo je igral v Emanueli? Ne, evo ga, sorry. Izvolite. Ja. Vseeno vprašanje za 500. Ok. Kateri lik naj bi bil alter ego Karla Maja v njegovih knjigah o Vinetuju? Rattler, Old Shatterhand, Inčučuna, Vinetu. To je zdaj spet triki, ne? Je že kar nekaj časa, odkar smo to brali, ne? Ja. Jaz sem filme gledal, ne? Ali pa filme, ja. V tretjem delu umre, Vinetu, se opravičujem, za spoiler, ne? Zdaj, govorilo se je, da naj bi bil Vinetu resnični lik, ne? Resnični indijanec, ki je tudi v resnici živel, pa se je potem izkazalo, da temu ni čisto tako, ne? Ja. Zdaj, zakaj bi bil pa Vinetu alter ego Karla Maja, glede na to, da je ta Old Shatterhand bil belopolti, ne? Dobro, In kavboj, ne? dobro. Njegov najboljši prijatelj, ne? Zakaj bi zdaj ne bi bil ta alter ego, ne? Po zdravi kmečki logiki, ne? Se pravi Old Shatterhand. Samo zdrava kmečka logika nima kaj tukaj iskati, ne? Dejansko. Misliš, da ne? Ne. Jaz bi pa rekel, da ja. Pa si rekel ljubezenski filmi, kaj se zaljublja? Shatterhand, pa vi tu se zaljublja, kaj si to mislil? To so še vse priprave. Zdaj, nelogično je, da bi to bil Vinetu, ker ne more biti alter ego indijanc, ne, od Karla Maja, ne. Pije vodo. Čeprav Karl Maj je bil zelo, rad je lagal, rad je pretiraval. Dobro. Dajmo iti po logiki. Dobro. Moj zadnji odgovor B, če bi bil Dimitri Bitenc živ,
bi ga poklical, ker je igral v prvem Vinetuju. Okay. B. Old Shatterhand. Ja, kar bo. Kateri lik naj bi bil alter ego Karla Maja v njegovih knjigah o Vinetuju? Old Shatterhand je pravilen odgovor, 500 evrov. Doma je lažje, ne, doma je lažje. lažje. Ja, si pameten, glavno mesto Amerike, takoj veš, tule pa bi že dvomo, ne? Se prav potrjuješ to, kar Ja, si rečejo. 100%. Pa jaz nikoli ne verjamem. Ne, verjemi. Je res. Doma smo vsi najbolj pametni, ko prijemo sem, imamo pa problem Vinetu, Shatterhand, paljeno testo in... Ja. Ampak ti si vajen kamer pa tega, ne? Imaš pa ljudi, tekmovalci, to pa prvič stojijo v studiu. Ne, jaz sem vajen kamer, sam nisem vajen kvizov. Okay. Ja. Okay. Ampak danes imaš zelo lepo uvajanje. Na polovici sva zelo dobro ti gre. Kaj, v čem je problem? V ničemer. Jaz ga ne vidim. Jaz sem za, gremo naprej. 8. vprašanje, 750. Deal. Katero afriško državo skoraj da v celoti zaobjema Senegal? Gvinejo, Gambijo, Gvinejo, Bisao, Gano. In to so pa zdaj te, ne? Tu so pa zdaj te, ko se zaključi zgodba, ne? No, zasebni izhodi so. Ti kot geni, ne? Se pravičujem. Ne vem, če si geografsko kovan, to ne vem, ne? Da bi recimo tebe izbral kot pomoč pri tej zgodbi, ne? Všeč mi je, kako razmišljaš. Ja, nisi za geografijo, ne? Zelo všeč mi je, kako razmišljaš, se pravi, polovička ali klic v sili. Se mi je zdelo, ne? Polovička je brez veze, ker karkoli bo tu šlo na pol, bo ista tema, ne? Ok. Klic v sili, to bi bil seveda moj sloviti brat Uroš, ne? Ki ve tisto, kar jaz ne vem ponavadi, ampak tole je pa trd oreh, ne? Ja, zdaj odvisno, kako je z Afriko, ne? Če si jo... Je že bil kdaj v Afriki? S prstom po zemljevidu, kot radi rečemo, ne? Se točno to rabimo. To rabimo, ja. Sprav, katera afriška država skoraj da v celoti zaobjema Senegal? Tako. Ne, ta je grozna, ne? Tebe smo rekla ne, polovička je brez veze, publiko smo že strošili, ne? Ja. Z unim testom preklevanskim. Ja, dajma riskirati tale klic, no? Klic v sili. Dajma riskirati klic v sili. Uroša, brata mojega, pa dajma molit Boga, da obvlada afriške zgodbe. Dogovorjeno. Kličemo Uroša. Ja, vi se tak nikoli ne. Vsaj meni ne. To bo grozno. Ja. Ja, proti. Dober večer želim, Godler Jure na tej strani z Milijonarja kličem. Govorim z Urošem. Aha, ja. Kako ste kaj nocoj? Pa, kar okej. Malo je mrzlo, danes, mrzlo. Je res. Isto ugotavljava tudi z Istokom. Ja. Igrava kviz Milijonar, sva pri 8. vprašanju za 750, ki je geografske narave in sva popolnoma v temi. Ste za pomoč? Aha. Ja. Pol minutke je na voljo. Zelo pazljivo prisluhnite in poskusite odgovoriti po najboljših močeh. Kdaj se začne odštevati? Bom jaz dal znak. Okay. Naslednji glas bo Istokov, pol minutke, 3, 4, zdaj. Uroš, pazi zdaj. Katero afriško državo skoraj da v celoti zaobjema Senegal? Senegal. Ja, katero državo v celoti zaobjema Senegal? Gvinejo, Gambijo, Gvinejo, Bisao ali Gano? Pa katero državo za Gambijo, bi jaz rekel. Ko si začel ponavljati vprašanje, sem vedel, da bo problem, ampak dobro. Gambijo je rekel, ne? Kaj šel že, kaj? Čakaj malo, ne? Konec, mi odrežemo, ja. Ja, zdaj, če 10 let je mlajši od mene, Dobro. Otroka ima, za razliko od mene, ne? Ok, Torej imamo nečakinjo zdaj pri hiši, dobro. kar je velik plus, ne? Kar pomeni, da so zdaj vsi po zemljevidu gledali. Ja. Pol mora biti Gambija. On kot ljubitelj
temnopoltih deklet, kar ima po meni, ne, je rekel Gambijo in jaz mislim, da je to, se nimamo kaj druga, ne. B, 300 tako malo, ne? Absolutno. Nič, B je zadnji odgovor Gambija. B, Gambija je zadnji odgovor. Katero afriško državo skoraj da v celoti zaobjema Senegal? Istok. 300 mava. Nehaj tako govoriti. Jure, nehaj tako govoriti. Oziroma, imela sva 500, Ja. zdaj lahko prišteva še 250. Odgovor je pravilen. Gambija. Moj brat je Keni. Moj brat je Keni. Ja. V celoti obkroža Senegal, razen pri izlivu reke Gambije v severni Atlantski ocean. To mi sporoča naš računalnik, ki ti danes streže tale simpatično vprašanje. Super. Martin Strel je preplavil Afriko. A veš, da to pa ne vem. Ne, ni. Ni? Ne, ni preplavil. Okay. No, pa še bo. Še bo, ja. Se je še mlad. To je res, ja. Čeprav Nil je preplav. Vem, Ne. da sem ga imel za gosta. Ne, Mislim, da ni. je, ja. Je prepravo? Ja, ker sem ga imel za gosta, ki je rekel, Ja, da bravo. Yangtze, Nil pa Amazonko, ja, bravo. je... Ja, da je rekel, Ja, da ja. poplavo so se mu krokodili umikali. Točno. En zasilni shod je še, bodi si polovička, bodi si mnenje voditelja. Ok, 9. vprašanje je tu, zdaj pa igrava že za 1000 evrov. to je v redu, ja. Tako da držim pesti, no. Drži se dobro še naprej. Hvala lepa. Kateri organ je v obravnavi, če ima pacient diagnozo odprto ovalno okno? Steklar? Ne, sorry. Možgani, ledvica, srce, pljuča. Kje si mene najdel zdaj s tem? Ovalno okno. Ja, Zdaj, ovalna pisarna je v Ameriki, vemo, kaj se je tam notri dogajalo, tudi vemo, da so možgani odpovedali. Ne? Pa kaj si ti nar? Kateri organ je v obravnavi, če ima pacient diagnozo odprto ovalno okno? kaj bi to bilo? Ne mi reči, ovalno, to je kaj? To je okroglo, ne? Kakor jaz vem, ja. Jajčasto. Ja. Se pravi, zdaj povezuješ ovalno obliko z možgani, ledvici, srcem, Ne pljuč. vem zakaj, ne. Pa me pa okno tu zmede, ne. Kaj pri milem Bogu ima s človeškim telesom okno, ne? Ja, Okno v svet, ne. Oči so okno v svet, ne. okej. Ja. Lahko, ja. Jure, jaz bi tu bil zelo drzen in bi tebe, čeprav ti tega ne veš, ne? Aha, bi. Ja, lej, ne? Te bi vseeno, ker polovička nama spet ne bo nič nucala, predstavljaj si, da zdaj to se razpolovi, pa so, ne vem, možgani, pljuča, kaj smo naredili, nič nismo naredili. Ja, Nič nismo. zmanjšala sva možnost, da napačno odgovorim. Ja, ampak ne bom vedel, ne? Ampak bo vseeno 50-50, ne? Je kdo zdravnik, kirurg? Ja, je, ampak... Kdo? Ne dvigne rok, sem da ga vidim. Čakaj. Ja. Jaz bi tebe zbral. Ti si, Jure, bodimo iskrena, zelo inteligenten človek. Zelo inteligenten človek. Morda celo bolj, kot si misliš. Stvar je v tem, Ja. da bi bil lahko Einstein na kubik, ampak če nisem še nikoli tega slišal, Ja, vidiš. potem ti ne morem pomagati. Se pravi, bi mi odsvetoval sebe. Zdaj, če Jure Godler ne ve, kako ne isto Gartner ve. Ja, to je to, ne. Polovička ti odstrani dva napačna in potem Ja. boš imel po moje... Ma dobro, zdaj s tabo si, kot kaže, glede pomoči, ne bom mogel kaj dosti pomagati, ne. To ti samo namigujem, lahko pa porabiš pomoč voditelja, pa ti še uradno povem, da se mi ne sanja. Ja, ne, To se pa ti odločiš.
Ja, nič, potem pa deva to zelo glasno in ikonično polovičko. Prav. Prosim računalnik, da odstrani 2 napačna odgovora. Srce ali ledvica? A je lažji? Je. Možgani več ne medejo, pljuča več ne medejo. Beg možganov. Ja. Nič, zdaj pa bomo takle rekli, mi pa ne. Je, rečemo, 80% bo na blef, ne? 20% pa po logiki. Ki je? Srce. Ok. Vedno je srce. Ok. Vedno je srce, slej ko prej. Jaz bi si drzno reči, da je moj finalni, nepreklicni, Dobro. ultimativno monumentalni odgovor C. Srce. Ok. Kateri organ je v obravnavi, če ima pacient diagnozo odprto ovalno okno? Za 1000 evrov. Ledvica ali srce? Zakaj se pa nisi odločil za C, še ko so bili vsi 4? Ne rabiš govoriti. Ne rabiš govoriti. me zanima. Ne. Možgani pa srce, to me je begalo. Med možgani pa srcem sem, ker ledvica pa pljuča. Ni ledvica ovalne oblike? Ne. 2 sta ledvici, sta 2. Ja, ampak Ne. ne? Jaz mislim, da ne. Jaz zdaj spremenim, tako ne more. Ne, to pa ne. Ja, to nima smisla. Zdaj je pobarvano. Ja. Zdaj lahko se pobarva zeleno. Kaj bi pa ti rekel? Kaj bi jaz rekel? Ja. A če bi bil pomoč voditelja? Ja. Najprej bi rekel, nimam pojma, Ja. potem bi pa rekel, nared kar češ. Ha. To si mi rekel na zadnje pred 10 leti in je bilo fajn. Okay. Istok, ne morem drugače kot biti direkten in to je, da je odgovor pravilen, 1000 evrov, zlato tisoč. Mislim. Lepo prosim. Patent foranem ovale, po domače luknja v srcu. A vidiš, zakaj tak ne vprašate? Srce je Ja. vse ob svojem času. Ampak ti pa moram čestitati, to je bilo zelo filmsko način, kako si se lotil to. Skoro bi rekel westernsko. Ja, res je. Imaš dar za to. Ja, imam. Vidi se, da pogledaš. Znam hoditi kot John Wayne, sam ne bom pokazal. Ja, ne bom. Če dobiš 100 tisoč evrov, boš pokazal. Okej. Se bomo tle lovila. Zmenjeno. Kavbojce in indijance. Istok, zasilnih izhodov ni več, zdaj je pa 10. vprašanje pred nama, ki pa je spet mejno. Se pravi, če bo odgovor pravilen, gre za Vetišče Horjul, najmanj 2500. Ampak mora pa biti pravilen. Zdaj pa, če recimo se odločim, da ne grem več, je pa 1000 Je pa- evrov mojih. Absolutno. Mislim, mojih, njihovih. Tako. Čeprav zdaj me ne, na poti sem me je ostal policaj, Ja? ker nisem imel stranskih okn na avto homologiranih in sem plačal kazen. Ne? Koliko? 400 evrov. 400 evrov, se pravi, ja nič. Za Vetišče Horjul ima trenutno 600 evrov. Ja? Točno tako. V redu. Se pravi, čujem. Ne, pesiki Ja, imajo prednost. absolutno. Hecava Pesiki se. imajo prednost, ja. Seveda se hecava. Okej. Si pripravljen? Ja. Držim pesti. Seveda. To je 10. vprašanje za 2500 evrov. Kaj je Krav Maga? Jure, Indonezijsko lutkovno gledališče. Mongolska mučilna tehnika. bravo. Arabska pekoča začimba. Izraelska borilna veščina. Žal mi je, da sem potrošil prehitro zasilne izhode, ker tega bi pa ti vedel. Ne? Ja, Mi dva dobro poznava mongolsko mučilno tehniko. Ne? ja. Dobro jo poznava, ja? Kako se reče temu fun fact? Ja. To pa res vem. Res veš? Ja. Je pove, ne? Ja, Kako si rekel? Joj. Ne, se to nima smisla, veš. ti Da se kao delam, da čakaj, veš, to je, ne. zdaj, se pravi, če se ti popolnoma nič ne sanja, ne? Potem razumem. Če sem iskren, dal bi stran izraelsko borilno veščino, bi dal stran. D. Ja, to bi dal stran. Ker? Ne more biti Krav Maga to. Pika. Vprosti, pika. Dobro.
Dal bi ven tudi ne. Indonezijsko lutkovno gledališče bi dal tudi ven. Kakšen poseben razlog? Ali... Ne more se tako imenovati. Ne more, Ne. Da rečeš, ne vem, dobrodošli otroci v naš krav maga. Ne. Lepo te prosim. Ja. Med mongolsko močilno tehniko, ki je pa tudi mal bla bla, ne, pa arabsko pekočo začimbo, tu bi kolebal. Ne. Te mi še malo krav mage gor. Ja. Da mi ful krav maga, stari. No, Ja. če je odgovor napačen, zgubiva 700. Zdaj, če bi tebe znal prebrati, ne, ko te gledam takole, ne, ker si zelo simpel si za prebrati. Ne. A sem? Ja. Punce te ne znajo, moški te pa znam. Ne, samo veš kaj, zdaj, tu je zdaj, veš kaj, glavna moja dilema je, da bi pesekom, ne, živalcam lahko dala 750, če odstopimo, ali pa samo 300, to je vsem pol manj, ne. Trenutno jim dava 1000. A 1000 jim dava? Pa no, evo vidiš. Če pa zdaj te tu nekaj jaz junačim, ne, jaz pa to vem, in pa dama samo 300, kar je pa Tako. premalo, ne. Se pravi, lahko odstopiš in gre za Vetišče Horjul, 1000 evrov si dava roke. Sam me mika, veš. Te mika? Mika me 100 evrov, me mika, ne. Razumem. Pravilen odgovor je nujen, če hočeš to. Ja. Koliko časa imam? Neomejeno. Oh. Odločitev Ne. je tvoja. Bedarijo bi. Sam najbolj grozen pa bo, ne, če bo pa potem res tale začimba ali pa močilna tehnika. Jaz mislim, da boš takrat izpal največji frajer, ker nisi hotel tvegati, Ja. pa še prav si imel. Na koncu bo pa hec, da bo pa borilna veščina ali pa to gledališče. Vse je možno, ne. Vse je možno. Tukaj je vse možno, ne. Ja. Tudi, kaj je bilo tisto bolšoj testo, ali kaj je bilo ono? Ja, kuhano testo. Ne, nek čudni izraz je bil. Kako? Paljeno. Pa opaljeno, ja, ok. Nič, dragi moj Jure in Ja, vsi ostali, mislim, da je tu boljše vrabec v roki kot golob v roki, ne? In bi se jaz odločil, da bi za Vetišče Horjul dal 1000 evrov, ok. kar ni tako slabo, ne? Zadnji odgovor. In zakaj si zdaj to rekel? Moraš potrditi, da ti lahko zaploskamo in čestitamo za odlično igro. Zato. Zakaj si zdaj to rekel? Na zadnje sem se odločil med 3 dekleti, ne, Aha, ki so stala pred mano, dobro. pa se nisem prav odločil. Kaj to pomeni? Ne bom razlagal. Ok, Je družinska oddaja. Ne? dobro, to je res. Ja. Nič, 1000 evrov 1000 evrov. ostane za Vetišču in to je moj... Ne rad zgubljam, veš? Ja. Nič, to je moj zadnji odgovor. Iskrene čestitke, Iztok. 1000 evrov gre za Vetišče Horjul. Zdaj pa lahko povete, ja. No, Kaj? ti bi rekel, izločil si najprej D. Ja, Zakaj bi se odločil? ja. Dajmo reči, da je ta močilna mi je simpatična. Mongolska močilna tehnika. Ja, sam to krav maga, to je. Dajmo tale začimba, Arabska pekoča začimba. zdaj mi pa tudi veščina mi diši zdaj. Ne vem, nič ne bom rekel. Dej, ti povej, ne bom rekel nič. Izraelsko borilno veščino si najprej izločil. Ja, pa je to, ne? Je, ja. No. To Ti bi rekel, bil- da mi je začela dišati. To bi bil pravilen odgovor. Ja, krav maga, ono. Ja, okej. ja. Vem pa to zato, ker sem enkrat gledal, iskal neke knjige in sem videl knjigo, ki je imela naslov Krav maga. Sem rekel, kaj pa to je? In sem videl noter. To Samo zato vem. dejansko čarovnik razpolovi kravo. Ja, tudi lahko. Okay. Iztok, odlična igra. Jaz sem prav vesel, da si bil naš gost. Dobre. Jaz sem se zabavil zelo. Hvala enako. In upam, da še kdaj prideš. Za Vetišče Horjul gre pa 1000 evrov. Iskrene čestitke. Hvala lepa. To pa je tudi vse za nocoj in se vidimo prihodnjič. Srečno.